Diego Debreja, za uvod, za začetek konca igre, kaj delaš tukaj po tokem času? Kako to, da so te spustili iz Budimpešte in iz drugih evropskih prestolnic, da prideš režirati v ljubljansko Dramo? Ja, pravzaprav sem bil najprej tu, pa se je stvar vse tej psihotiki premaknila, tako da zdaj je malo težje, ker zdaj bi radi rešili vse tisto, kar se prej eno leto ni dalo rešiti v kakšnem dnevu, dveh. In to je dosti nemogoče. Naprimer, kaj se ne da rešiti? Mislim, ne grejo stvari hitreje, kot lahko grejo. Zdaj imamo pa občutek, ker so se stvari tako spremenile, da je mogli biti še hitrejši. Ampak v tej hitrosti izgubljamo tiste stvari, ki so, imamo občutek, najpomembnejše. Jaz razumem, da seveda je treba nadoknaditi stvari, ampak ne da se pa preskočiti stvari v življenju. In ti preskoki, ja, seveda, predvsem o tem, da recimo nismo se tega dotaknili 7 mesecev, tako da zdaj se vračamo nazaj in to morje je zelo drugačno, kot je bilo, in to razpoloženje je drugačno, ogromno enega v tako napsihiranem trenutku, kot je pravzaprav, kjer se dela dramo tudi tam, kjer je ni, ali pa kjer bi se dalo tudi umiriti to žogo. Ampak ni to idealno okolje pravzaprav za delati Becketa, sploh konec igre? Ne bi rekel, Mislim, stvar je toliko koncentrirana in lucidna in prefinjeno sestavljena in zelo, zelo natančna in rabi eno ne samo poglobljenost, ampak en strahoten mir, ki ga pa nikakor ni, ker je ta fokus vse težji. Vedno bolj smo instant, vedno bolj in to poganjanje, ki je namenjeno samemu sebi, pravzaprav povzroča več škode kot koristi. Ampak nisem mislil jamrati, ampak ker sem bil že izzvan, ti dajem odgovor na to. Mislim, da se moramo nekako umiriti. Instant je postal nov imperativ na vseh področjih, nisem pa vedela, da vstopa tudi v teater. Veš, kot je rekel, ta drama pravzaprav, razen da je prinesla eno, bom rekel, te pospešitve, ki se zdaj dogajajo, tam pa neko zaustavitev, ni prinesla sprememb. Mi skozi hočemo to slišati, Viš, resnična sprememba se bo zgodila takrat, ko bomo res ogroženi. Mislim, ko bomo res prišli na ta rob, o čemer seveda piše Beckett. Mislim, rob, ki je sugestiven, ki je brezizhoden, ker mi nismo bili v tej situaciji. In počasi imam dovolj tega, da dramatiziramo stvari tam, kjer ni potrebno, da tam, kjer bi pa mogli nekako dramo dejansko reševati in kjer je, tisto pa nekako raje odmikamo. Tako da strah človeka pred spremembo je tako velik, da vedno raje vztrajamo v tistem, kar nam sicer ni v redu, ampak poznamo, kot da bi naredili nek preskok, nek premik nekam. Tako da jaz tega covida absolutno ne razumem tako. Pozitiven je mogoče samo v tem, ker nas zdaj spodbuja, da smo v delovanju bistveno hitrejši. Nimamo več toliko časa za premislek in razmislek, ker veš, da teater pravzaprav zdaj v nekem trenutku kar zahteva rezultat. Ampak predtem pa ogromno časa ni bilo tega treninga, da poenostavim. Trening pa rabimo. Ampak jaz zdaj nisem slišala tega, kar sem si želela, oziroma kar sem vprašala, kar želim vprašati, in sicer kaj misliš, kaj je imel Beckett v glavi, ko je pisal konec igre, in zakaj se nam zdi, da je pisal, ampak točno za ta čas. In še pred 2 letoma si ne bi mogli misliti, da se bo ta čas zares uresničil. Ali nismo še tam kot junaki? Ne vem, mi imamo to navado, da probamo vsako situacijo, predvsem pa vsak dramski tekst nekako umestiti in potrditi, da ima prav v tem trenutku smisel. Beckettov tekst je ena zelo globoka, bom rekel, ena zelo sugestivna prispodoba ene stvari, do katere bomo vsi prišli. To je prehod, tranzit, meja med življenjem in smrtjo. To za današnji čas ni nič drugače, kljub temu, da obstaja ta kuga, ampak bom rekel, mi vsi se bomo s tem srečevali tako prej kot kasneje, tudi danes. Tako da ne vidim, da je bil Beckett v tem trenutku kaj bolj aktualen. Možno pa ga je seveda vkomponirati v to. Samo
Si ga kot režiser ukomponiral, ker nisem še videl. Veš kaj, pri klasiki pravzaprav je proces nekako tak, da če vsebino zvlečeš ven, je vedno tudi za današnji čas. Ne. Zato se imenuje klasičen tekst. Ne. Ker pravzaprav nosi v načinu ni ontološki, ne, ni civilizacijski, ampak tema, ne, ali pa vsebina je pa taka. Ne. Iščemo pa točno to, pravzaprav, da s to ne gledališkostjo, ne, ampak s to, bom rekel, z enim stvarnim pristopom, kar je zelo zahtevno za igralca, ne, pravzaprav vstopimo v to agonijo, ne, pravzaprav, ki je v našem življenju pravzaprav najbolj dramatičen in hkrati najbolj monumentalen trenutek. Ne. To je smrt. Ne. Mislim, seveda rojstvo na drugi strani, ampak to monumentalnost vendar nosi smrt, ker je ta odhod še bistveno bolj nepredstavljiv. Ne. To je odhajanje v nekaj neznanega, ne, kar je zelo utrujajoče, ne, kjer ni več možno človeku izbirati, kjer je pravzaprav prisiljen, da to sprejema, ne vedoč, kam gre, kako bo to izgledalo, ali bo bolelo, ne bo bolelo. Ne. In ta borba je, bom rekel, gre za igro, bom rekel, zdržati nemogoče. Ne. Torej, zdržati tisto, kar je, Srbi bi rekli, nepodnošljivo, ne, kar je pravzaprav tako mučno, ne, da pravzaprav je to ena zelo krvava bitka tukaj noter. Ne. In ona dva sta pravzaprav, ta igra se vrti okoli tega prihajajočega konca, ki se mu seveda ne da niti izmakniti, niti ubežati. In kjer človek v tej nesigurnosti seveda postane neke vrste dezorientiran begunec, bi rekel. Ne. Ker rob ali pa meja, ne, mi zelo radi, to je sodobno, ne, govorimo o mejah, tranzitu, prehodu, ne. Zdaj, kaj to pomeni? Ne. To je tisto, česar se ljudje najbolj bojimo, ne, ker prehod vedno zahteva v nas neko spremembo. Ne. In Beckett se ukvarja... Moči za to spremembo. Ja, moč, predvsem pa to, da greš v nekaj, kar bo spremenilo tisto prvotno. Ne. Ker najlažje se je seveda stabilizirati notri tistega, kar poznaš, kar je prvotno. Ne. Takoj, ko je pa, in to je pravzaprav edino, kar je v življenju tudi zanimivo. Ne. Ta riziko, kjer se nekako zgubi ta, in tako se zgublja ta lik seveda, ki seveda potem preigrava, ne, zato da bi imel občutek živosti še vedno, razne vzorce, bom rekel, ponovitve iz življenja, ne, in to preigravata do neskončnosti. Zakaj? Ne? Ker občutek je ta, ko smrti ni, ne, takrat nekako poskušam, kako bi rekel, poskušam sebe, ali pa sem bolj pogumen, pa si približujem. V trenutku, ko je pa preblizu, ne, pa spet bežim od nje. Ne. Tako da ta igra s smrtjo je vedno dvojna igra. Ne. Po eni strani bi rad že, da je, ne, ko pa pride tako blizu, da postane materializirana, ne, in to se dogaja v tem tekstu, takrat pa kar naenkrat si probam vzeti še en trenutek. Ne. Ampak mi v življenju smo ponavadi tako postavljeni, da trenutek vedno obstaja, še en trenutek. Ne. To je ta problem izbire. Medtem ko tu, ko priješ na ta rob, zdaj, ali je to bolezen, smrt, karkoli, vojna, ne, mi govorimo tudi o tem covidu, bi rekel. Ne. Mislim, nehajmo stvari, ne maram preveč te iluzije in predimenzioniranosti. Ne. Moram reči, premalo smo izvlekli iz tega covida. No. Premalo je bilo... V kakšnem smislu? V tem smislu, da se dela večjo dramo okoli tega, kot dejansko je. Ne. Da mi nismo na takem robu, da se odločamo o življenju in smrti. Seveda so bili tudi taki primeri, ne. Ampak ne moramo pa to posploševati. Ne. Da zdaj, pravzaprav, tako ti bom rekel, današnji svet tako potrebuje adrenalin, ne, da če ga ni, ga je treba umetno proizvesti. Ne. Beckett ga ima dovolj, ne, znotraj te igre, ne, in ga ne rabi še sforsirati. Ne. Danes enostavno, če dogodka ni, ga moramo pa umetno ustvariti. Ne. Ampak se ne gre samo za dogodek, gre za to, da smo, ne glede na to, kako smo vsak zase, ne, doživljali to obdobje pandemije, da se je pojavila ta druga vrsta pandemija in duševnih bolezni, in duševne, in psihične, in fizične izčrpanosti. In me zanima, kaj lahko gledalec, prvič, ki ni bil recimo leto zares v gledališču, drugič, ki si želi mogoče kanček smisla, kaj lahko
dobi v predstavi, ki jo je režiral Diego de Breu. Poskušali bomo narediti eno predstavo, ne, s poudarkom na poskušamo jo narediti, ne, ki bo seveda prinesla eno lepoto, ne, ki bo prinesla en moment neke sublimacije, ne, ki bo prinesla možnost, da se publika s tem problemom, o katerem premalo v življenju razmišljamo, ne, ponavadi se o tem začne razmišljati takrat, ko je že prepozno, ne, obžalovati vse za nazaj, ne, poskušati zadržati vse to, kar je že izgubljeno, ne, vrniti se nazaj v čas, ki je že preživet, ne, s tem se seveda lik ukvarja in s tem se Beckett seveda ukvarja, kako je nemogoče se vračati, ne, ker mi v življenju vedno si jemljemo, pravzaprav imamo to možnost, ne, da skozi sebi ponavljamo, jutri bo drugače, ne. Jutri bom pa začel tisto, kar do zdaj nisem, ne. Jutri se bom pa dovolil prestopiti, ne, tu pa pač te izbire ni, ne. Govorim samo o tem, da je Beckettov tekst obravnava najbolj strašljivo ali pa najbolj stigmatizirano temo, ne, ker bom rekel, in to naše zavedanje tega, ne, je premajhno, ker če bi se tega zavedali, potem ne bi umetno ustvarjali balonov neke drame v življenju, ampak bi bili bistveno bolj stvarni, hkrati bi si bili tudi bistveno bliže in mogoče bi tisto, kar se nam na koncu zdi, da smo zamudili, ne, recimo v odnosu do tistega človeka, ki je v odhajanju, ne, bi mogoče že prej, bom rekel, realizirali, ne. Mi vemo, da v trenutku, bom rekel, ko je kriza največja, seveda, ne, obžalujemo vse za nazaj, ne. Sebi nabijamo ogromno ene krivde, ne, kaj vse je bilo zamujeno, ne. Sprašujem se pa, ker delamo to primerjavo, seveda naslov te igre je konec igre, ne, konec, endgame, ne, to meni ni naslov COVID, ne, to moramo razumeti, da to s COVIDom pravzaprav edino, kar si želim je, da prepeljemo to, kar nekako v smeru, v katero gremo, je strašno zahtevna zadeva, ker je to ena taka zelo koncentrirana šahovska partija, ki ne dovoljuje glasbene opreme, ne slučajno, ne, Beckett, mislim, avtorske pravice ne dovoljujejo nobenih atmosferskih dodatkov in tako naprej. To meni je čista igra igralec z igralcem, ne. Pravzaprav imamo 4 tam, ne, imamo še očeta in mamo in tako naprej. Kaj pa dela režiser, se oproščam, ker to je to duhovito, absurdno, ne, ironično vprašanje, zakaj Beckett potrebuje režiserja, saj so didaskalije, ne? Zelo nujno ga potrebuje, ne, zato ker je zanalizirati to enostavnost, pridi do te enostavnosti, pridi do tega dialoga, ki je tak, kot ga poskušam jaz tu zdaj s tabo voditi, ne, brez kakšnih pretenzij, ne. To zahteva predvsem na odru, kjer je že v osnovi več afektiranosti, kjer je že iluzija nekako, bi rekel, na nek način sili, da je treba iti še nekam drugam, ne. To očiščenje je zelo težko in analiza tega teksta je zelo zahtevna, ker znotraj, mislim, ustvariti ta odnos, ustvariti to, da pravzaprav eden brez drugega ne moreta, hkrati pa nikakor ne funkcionirata eden z drugim tudi, ne. Kar je v življenju povsem normalno in je, bom rekel, neke vrste, je nekaj, kar v življenju avtomatično na to pristaneš, ne razmišljaš o tem. To je izkušnja, ki jo imamo več ali manj. Ja, seveda vsi, ampak tukaj pa treba to doseči. Kar ni tako enostavno, ne. Mislim, treba je to vzpostaviti, ne. Med Gregorjem Bakovičem predvsem in Jurijem Zrnecem, pa tudi med ostalima dvema, ne, na nek seveda, način. tudi med Maticem Rozmanom in Veroniko, ne, ki imata tu sicer, bi rekel, nič manj zahteven del, ne, predvsem zato, ker se pojavljata kot intervencija znotraj te zgodbe, ampak, bom rekel, kot v nekih starostnih dobah potrjujeta pa tisto, kjer bosta ta dva mogoče čez nekaj dni, ne, ali pa mogoče čez nekaj ur že, ne. Torej, eno je že hieralnica, ne, drugo je pa prostor nekega purgatorija, kjer preigravaš, bom rekel, med praznim nebom in peklenskim svetom, na katerem stojiš, preigravaš ta prehod, ne. Bom rekel, purgatorij kot in tako dejansko je cel tekst postavljen, ne. Pravzaprav sta tam, kjer se morata dokončno očistiti, da bi lahko normalno sploh tja vstopila, ne. To pomeni razrešiti se vseh negativnih emocij, ne, in jeze, in strahu, in žalosti, in seveda poželenja, ne, v vseh oblikah, ne. Ker tu je izključeno vse, ne. Pokrajina, ki jo on ustvari,
Beckett je pravzaprav en dezorientiran hermetičen prostor, zaprt prostor, kjer ni več nobenih impulzov od zunaj, ne, kar je strašljivo. Ne. Mi vemo, da v življenju se najbolj bojimo tega. Ne. Pravzaprav, kako se bi dva človeka znašla v praznem prostoru sama, brez vseh zunanjih impulzov, ne, to pomeni brez telefonov, brez medija, brez hrane, brez. In zdaj tu not je treba preživeti. Ne. To pomeni ne z nervozo, ne z živčnostjo, ampak s tem, da se vendarle vzpostavita. Ne. Saj vemo, da pravzaprav sodoben svet je tako, bi rekel, hektičen, da to potrebujemo. Ne. Mislim, na Zahodu in na Daljnem vzhodu se plačuje objem. Ne. Mislim, za en objem so ljudje pripravljeni plačati. Ne. Pomeni, za en dotik so ljudje pripravljeni plačati. Ne. Zato, da s človekom, ne da se delamo, ne, da komuniciramo, ne, ampak tu v tako kriznih situacijah, kot sta ona dva, je komunikacija pravzaprav edino, kar ostaja še. Ne. Ker mi moramo vedeti, da na koncu, ko se človek zreducira na nulo, ko ni več želje, ko ni več ambicije, ostane samo še pravzaprav to. Ne. Na koncu je samo še pogled, ne, ki vidi, ne, ali pa bom rekel, bistveno bolj slišiš človeka, ne, ga ne samo poslušaš, bistveno bolj ga vidiš, ko si v težavi, ker takrat rabiš to. Ne. Se ne delaš, da rabiš to, no, tako bom rekel. Ne. Česar je v življenju ogromno. Ne. Je pa mogoče na koncu, ko... Sva že na koncu. Ja, sva na koncu igre. No, lepo, ja, se to pa itak. No, ampak pri njemu to kar traja, veš. Ne dovoli nam, ne, da bi prišli na konec. Da bi oddahnili, ja, da bi ta prišli na agonija je koncu. seveda točno v tej infinitezimalnosti, ne, to ponavljanje, kar pravzaprav v življenju tudi delamo. Ne. Recimo zdaj, ko smo spet zelo intenzivni, ne, šele vidimo v teh komunikacijah, ki jih imamo med ljudmi, ne, v tem operativnem jeziku, najbolj osnovnem jeziku, koliko Becketta imamo vsak dan. Ne. To je neverjetno. Ne. No, bolj konkretno še enkrat, na kratko. Ja, ne vem konkretno, kakšno je vreme, koliko je ura, kje je pa moj pes, kako ga nisem dobil tega psa, ne. A je svilnat, ne. A je bel ta pes, ne. Torej, ko drame ni zunaj, ne, je treba dramo nekje ustvarjati okoli zelo nepomembnih stvari. Ne. In ključ odhajanja je prav to, da tiste najbolj nepomembne stvari odpadejo in ostane res samo še bistvo. To pa je odnos. To, kar pozabljamo, to, kar se v življenju dogaja vedno manj. Ne. No, ampak to je seveda odnos in dotik. Ne? Čeprav praviš, itak, da COVID to pa itak. ne vpliva konkretno na naše dojemanje te drame, Ja. smo pač prvič v zgodovini tako globalno oropani tudi dotika. Ne? Ma ja, lej, tako ti bom rekel, ne, dotik, zdaj o tem bi lahko dosti razpravljali. Ne govorim samo zaradi pandemije, govorimo o tem, v kakšno dobo vstopamo z elektroniko. Se več vsi in naši otroci dotikamo z dizajniranih čudovitih zaslonov. Pravzaprav taktilnosti je veliko, samo ne medčloveška. Ne. Torej, prenešena je v neki drugega. Ne. To ne pomeni, da ga ni. Ne. Zdaj, tako bom rekel, ne, jamrati o tem, da ni dotika, ne, se mi zdi najboljša rešitev je, da se dotaknem. Ne. Treba je... Ne moreva, vidiš. No, midva se že dotikava, ne, sej dotika se ne samo z rokami, ne, dotikava se s tem, ker ti poskušam nekako parirati in poskušam ti nekako vsebinsko razložiti, zakaj gre, ne. Sem pa zelo alergičen in to je tisto, kar sem povedal, ne, zdaj, da COVID nima nobene teže, da ni povzročil vse te napsihiranost in tako naprej. Absolutno, ne, absolutno, da je to passive aggressive in tako naprej. Ampak dejmo se vračati sami tudi k temu, ne pa da govorimo, kako nam je to povzročilo. Ne. Sam pri sebi sem pogledal, a sem lahko znotraj tega časa se posvečal bolj tismu, za kar sem imel več časa. Ne. Bom rekel, bolj je treba narediti, bom rekel, neko, kako bi rekel, rezime pri sebi, ne, pa pri sebi pogledati, ali sem zaradi tega, ko sem imel več časa nekje drugje, ne. To tudi, bom rekel, a se je to tudi sprožalo, ne. Ja, se je. Se je. Ja, absolutno se je, ja. In to je neka kvaliteta. Zdaj, če smo malo spregledali ob tem, bo življenje zdaj nekoliko lažje. Ne verjamem. In če bi ti ne, kot na koncu igre reče Klov, da naj mu
vendar reče nekaj, naj mu nekaj reče iz srca, iz srca. In pravzaprav celo od srca. Jurij Zrnec ne odpre sprva. Ne? Ja, lej, to je to temeljno vprašanje, seveda, ko je stiska, ko pravzaprav iz tega Titanika, ko si že nad vodo, je vse boljše kot to, da si tik nad to vodo. To pomeni, vse bi bilo boljše, to je tisto, kjer sem začel, vse bi bilo boljše kot to, kar je tu. In seveda takrat človek postane krotek, to, kar nam manjka. Takrat človek pravzaprav je najlepši, ker pokaže svojo nemoč, ker je rahel, občutljiv in tako dalje, ne bom našteval. To, kar je v tem sistemu seveda pozabljena kategorija, o neki občutljivosti govori danes, je smešno, vse je postalo pejorativno, ljubezen je beseda, ki jo, da ne rečemo, mislim, to je psovka. Tako da, seveda, človek v trenutku mejnosti, tranzita, prehoda, sploh iz stostranskega v tisto nepoznano enostranstvo, se vrne k temu otroku. Otrok pa seveda ima notranjo potrebo in po dotiku in otrok se zato tudi tako lepo odziva. To je tisto, čemur se smejemo in kar se nam zdi čudež pravzaprav tega življenja. Tukaj tudi bibličnega citata, ki ga nam servira Beckett, zdaj ne moremo dodati, ker bi bilo preveč. Čeprav si ne morem kaj, verjetno ga znaš na pamet. Kako že gre, ljubite se, Ja, kako bi bilo nujno vse tisto, kar v življenju pozabljamo. Sej, tu bom citiral, pa ni važno, ampak gre za to, da ta svet enostavno pogreša eno kategorijo, ali pa ta sistem. To je, ne vemo in ne zavedamo se, kdaj pravzaprav smo in lahko smo, kdaj je tudi kaj srečni. Lahko nam je tudi dobro. Sam tega se bojimo. To je ta svoboda, ki pravzaprav, ko jo ugledamo, se jo ustrašimo. Ker je lažje imeti vse pod kontrolo. Beckett točno to govori. Življenje mi ne moramo zamenjati varnost. Varnost je postala najmočnejša kategorija. Varnost je pa točno največji konflikt z kreativnostjo. To pomeni, če hočemo biti tako varni, potem kreativni enostavno ne bomo. In to je pač odločitev. Ampak Beckett je enak seveda to pove na koncu. To pomeni na samem robu, ko ve, da ni več te druge možnosti. Ampak takrat je lahko govoriti. To je tako, kot da tik pred smrtjo seveda v tem odrešilnem klicu reče, škoda, da nisem, ali kako že pravi Arsen Dedić, šteta. Tako da to, Ja. Diego, Debreja, to pa je privredno skoraj da iz globokih izkušenj, bom rekla, še zdravo vsega. Ne samo iz globokega, verjetno ne prvega branja Becketta. Ne, to absolutno. Je pa stvar, bom rekel tako kot govorimo, eno je govoriti o Beckettu, drugo je pa pol ga tudi delati, ker je ta partitura, tako rekoč glasbena partitura, tako izjemno natančna, da te natančnosti v današnjem svetu pravzaprav ni več. Ker ta instant sistem, to je tisto, kjer sem začel, nas seveda sili, da zgubljamo smisel. Smisel življenja, in tudi pri Beckettu je to, je pa v detajlu. In če detajla ni, potem tudi, lepota se skriva v tako majhnih dozah, bom rekel, malo sem se spomnil na Virginia Woolf, ki tam spravljate tiste svoje solzice in jih dajete v zamrzovalnik. Mislim, življenje je skrito v tako malih dozah, mi pa poskušamo vse z eno, bom rekel, preagresivno gesto. Naj se vrne ta občutljivost, naj to spet postane ena kategorija ne sentimentalizma pa 19. stoletja, ampak naj se to vrne. Sej revolucijo smo dali skozi v prejšnjem. Mogoče ne rabimo tega, rabimo to bližino. Mislim, da priznaš tudi to, da bi rekel, da sprejmeš tudi svoje solze, evo, tako bom rekel, in nemoč. Zakaj pa ne? Tam smo najlepši. Hvala lepa. Hvala. Res, konec igre, tam smo najlepši.